Cenjeni gledalci Ljubljana TV, dobrodošli v klubu Noveli. Noveli, skaj sem rekel Noveli? Kolega je Noveli. Cenjeni gledalci, dobrodošli v klubu Kodeli. Gledate Ljubljana TV, še vedno je poletna shema. Danes se pa pogovarjamo o oldtimerjih in to so moji 4 oldtimerji. Ne. Sam se pogovarjamo se o avtih, seveda. Primek Kodeli je pri velik Ljubljančanih, oziroma vsaj tistih na Kodelju, no, kjer tudi sam živim, vzbudi prvo misel na grad Kodeljevo, ne pa nujno tudi na avte. Zdaj, katero od vas bo predstavil, kaj Kodeli ima z avti, z oldtimerji? Kot grof baron Kodeli ima z avti to, da se je prvi v Slovenijo pripeljal leta 1987 iz Gradca v Ljubljano in potem naprej šel še malo v Italijo. To ima v bistvu iz avtih. Naj bi bil prvi slovenski. A lahko gremo malo nazaj, rekel si 1987. Ja, 1887. No, to je tako kot tvoj Kodeli. Ja. On je pripeljal prvi avto na Krajinsko, takrat je bila to Krajinska, a ne? In to je bil tako rekoč prvi avto na Balkanu. S tem, da je mogoče tudi dobro povedati to, ne, da je pri prevozu avtomobila z Avstrije imel prometno nesrečo, tako da je bila to pravzaprav tudi mogoče prva prometna nesreča na Kranjskem ali pa na Balkanu, ne, in to v takratnem predmestju Ljubljane, ki se mu je rekel Črnuče. Črnuče še zdaj obstajajo, ne. No, in tam je imel prometno nesrečo, tako da v bistvu je bil tisti avto potem rahlo poškodovan in so ga mogli potem najprej popraviti, da se je potem on lahko še naprej vozil, ne, proti Trstu in tako okrog, ne. Tako da pravzaprav doba avtomobilizma na Kranjskem sovpada z dobo prometnih nesreč, ne. In s prekrški, ki je tudi plačal. Ja, ker so ga policisti odpeljali na zaslišanje. Ja. Ker je seveda povzročil pa veliko hrupa po Ljubljani, da so konji skakali in tako naprej. Da so se ljudje zgražali, kako tista stvar sama vozi po Ljubljani, ne. Ni pa sam s tem povezan z avti, v bistvu je povezan tudi s čolnarstvom, on je povezan v bistvu z vso tehnologijo, če bi tako rekel, začetkom tehnologije tiste dobe. Od elektrike do radio, vez in tako naprej, ne. Kar se pa tiče našega kluba, kako je povezan, je pa to, da so leta 90 fanti, ki so bili predvsem ljubitelji angleških vozil, so za eni pizzeriji skupaj se usedeli, sem se rekel, da bojo pač naredili nek klub starodobnih vozil, in takrat še ni bil Kodeli, ne. Klasiken sportskar klub je bil. Ta je leta 90 prišel upisano, pozneje so pa hoteli dati ime Kodeli. To pa ni šlo, ker je gospod baron še ni tista doba potekla, da bi lahko imel uporabljali. Zato smo zaprosili njegovo nukinjo, prav nukinjo, Livijo Barbo, da je izdala soglasje, da lahko uporabljamo ta ime. Leta 93 naprej se uradno imenuje klub klasičnih in športnih vozil Kodeli. Torej v bistvu, če starodobnik postane avto s 30 leti, je klub postal starodobnik leta 2020. Leta 1990 je ustanovno in to se pravi, lansko leto je bilo 30 let, če bo posrežemo pa to letos obeležili, ker lanski se ni dal zaradi drugih neumnosti. Kako se pa obeležujejo obletnice v klubu Kodeli? Organizirate res razne dogodke? Glejte, obletnica, v bistvu klub Kodeli od vsega začetka ima nekaj tradicionalnega, ne. To je seveda Slovenija Classic Marathon,
ker že maraton beseda pove, da je zelo ena težjih, najtežjih preizkušnj za starodobnike na Slovenskem. To pomeni tudi, da se vodimo po takih poteh, tudi traktorskih in gozdnih. In to je že eno zaznavanje, da v bistvu preizkušamo ta naša vozila. Kar se tiče obeležja smo imeli 100-letnico vozila, 100-letnico prvega vozila na Slovenskem. To je bila ena največjih prireditev, to so zaslužni ustanovni člani, moram kar reči, to je Miha Vrhunc, Mirko Prošek in pa Martin Rebernik. Te so vlekali v bistvu od 90. leta, pa kaj na desetletje, vas klub nekaj navzgor. Tradicionalni je bil tudi izlet v Padovo, to je že bo tudi letos 29. če bo, ker je lansko tudi padel. Kaj se pa sestajamo takole vsak prvi in tretji torek v klubu, se zmenimo, da se kje zapeljamo, kaj s tem, potem gremo, organiziramo zelo hitro kakšna srečanja. Sestajamo se pa tudi veliko z ostalimi ljubitelji starodobništva na Slovenskem po ostalih rejlijih in pa prireditvah, ki jih je pa zadnje čase 2 leti nazaj kar veliko. Obeležja so pa zmeraj, kako bi rekel, vsakeč, ko se dobimo, je že obeležje. Če hočem postati član kluba, moram imeti doma oldtimerja? Ne. Tako ste sam ljubite starodobnih vozil, pišete tudi v pisnico, kaj bi radi sodelovali z nas, to se pravi od predstavitev kluba imamo, kar kdo napiše, ga probamo na tisti želji njegovi izpolniti, da bi on res za nas delal. No. Imamo res veliko članstvo, to članstvo je trenutno okoli 170 ljudi letos, mislim, članov. V glavnem imajo skoraj vsi vozila, potem imamo tudi družinske člane, to pomeni, da je lahko vsak pripelje še družinskega člana, ženo, otroke in tako naprej. Ugodnosti trenutno imamo samo pri zavarovanjih in pa cestnini, če prej narediš homologacije, društvo izdaja tudi potrdila in zapisnike, da te homologacije lahko naredijo. Glavna dejavnost, se pravi, druženje, takole klepetamo, kaj se treba kaj pošraufati, kjer moj kaj crkne, imamo mehankarjev nekaj. V glavnem se dogaja vse kot v normalni dobri družbi. In vsi te pokali okoli nas, to so vse od raznih dirk ali kako? Od raznih teh starodobniških rejljev, srečanj, dirk. Dirke so zadnjih 10 let v bistvu nekje klub tudi potegnila v druge vode. Tukaj moram pohvaliti Andreja, tega našega, ko bo tudi povedal, ki je o tem malo več. Drugače pa, to so klubski pokali. Bilo je veliko članov Kodelja je sodelovalo na teh tekmovanjih točnostnih razne sorte točnosti v starodobniških rejljih v okviru zveze SVS, to je starodobna vozila Slovenije, in smo imeli tudi kar nekaj prvakov in nekaj zelo odmevnih rezultatov. Potem se je pa pred 10 leti se je pa zgodil en preobrat in nas je nekaj iz kluba se pridružili dirkanju paralelno s sodobnimi avtomobili. Nas je zveza Aš nekako sprejela, da smo vozili točnostne vožnje. Najprej na PRK, to je bil paralelni rallycross, na enih dirkališčih Lugatec, tam dol Ajdovščina, ne vem, Vransko, smo imeli take krožne vožnje, kjer si moral več krogov v istem času peljati. In potem smo prišli na gorske dirke, tako da smo zdaj nekaj časa že kar stalnica, bi rekel, prva vozila, ki štartajo na gorskih dirkah, so vozila v tem razredu točnost.
Nekaj nas je pa zdaj že prišlo v razred race, to pa pomeni, da tam pa res do konca peleš, ne? Ni več dvakrat isti čas, ampak dvakrat čim hitrej, ne? To so pa že dirke za evropsko prvenstvo, ne? In avtomobili so homologirani po predpisih FIA, tako da je to čist resna zadeva in tle se zdaj počas rinemo med boljše v Evropi. Ne? Ja. Kje se pa nahajamo v Evropi, kar se tiče občudovanja teh starodobnih vozil? Kar se tiče občudovanja, se nahajamo kar na sredi, ker pri nas je starodobnih vozil, bi rekel, na prebivalce ali pa na število avtomobilov relativno zelo velik. Ne? In je tudi ogromno klubov, ogromno društev, ki blazno veliko delajo. Ne? Kar se pa tiče tekmovanj, imamo pa v Sloveniji vsaj eno, vsake tok časa pa tudi 2 dirki za evropsko prvenstvo, kar pa pomeni, da pridejo pa najhujši te v Evropi, ne, na te naše dirke. Zdaj prihodno nedeljo bo 200 takih konkurentov se pelali v Ilirski Bistrici, ne? Evropsko prvenstvo. To je redko, ker je za Evropsko gorsko prvenstvo je 7 dirk, ne? In od tega je ena v Sloveniji, kar je, bi rekel, od 28 držav skupnosti, ne? Smo mi kar dobro pozicionirani, ne? Tako da tle se nimamo česa sramovati, smo zelo dobri. Kratke glasi, pa se takoj vrnemo. Dobrodošli nazaj, še eno se nahajamo v klubu Kodeli, zdaj bi prosil moje cenjene goste, ko v šoli gremo lepo v krog, ime in kater starodobno vozilo imate v lasti. Ja, jaz sem Aleš, jaz sem v bistvu relativno mlad član Kodelija, kakšne 2 leti se mi zdi, me pa v bistvu v osnovi avtomobili tako pa drugače zanimajo in se mi zdi, primarno sem član Kodelija zato, ker peljem tudi gorske dirke, ne? Ker se mi zdi to najcenejši vstop v svet dirkanja, seveda tudi če sam kaj narediš, no in jaz vozim BMW serije 6 letnik 78. Ja, jaz sem Peter, pravzaprav sem jaz v tej skupini drugi najmlajši, ne? Prvi je Aleš, jaz sem mogoče 2 let starejši član Kodelja, 2 do 3 leta. Pravzaprav mene so starodobniki skozi zanimali, ne? Ampak šele, bomo rekli, zdaj tako 5-6 let nazaj sem našel dovolj časa pa malo prostora, da sem si lahko vso zadevo začel prvošati, no? Drugače v svojem hlevu, če lahko tako rečem, imam sicer kar nekaj starega pleha. Najstarejša je Lancia Fulvia GTE iz leta 69, potem je v bistvu dirkalnik, s katerim vozim trenutno sicer še točnost, pa naj bi mogoče naslednje leto štartal tudi v rejsu. To je ena zverina, ki se reče Giannini Fiat 128, pripravljen za grupo 2. Potem imam še enega Autobianchija Abartha 70 konjskega iz leta 82. In še eno zadevo, ki še čaka, da bo starodobnik, trenutno je sicer še Youngtimer, kot se temu reče, ne? To je pa Corvetta C5. Ravno pravi čas ste prišli. To je pa naš Boris. Ta je pa že član od leta, mislim, da 93, pa 94, je tam nekje, ne? No, v glavnem, že je zelo, ne? Dolg časa. Voz pa nekaj sam pove. Ja, eno Alfa, letnik 73, GT 1600 junior. Ki tudi z njo točnostno voženje na gorskih hitrostih. In je bil tudi državni prvak v točnostni vožnji, ne? 5 let nazaj. Ne, pa drugače ena najbolj točnih, bi rekel, tekmovalcev, da nam rekli smo dirkalci, ne, kar se tiče
res teh približevalnih cajtov, ki grejo včasih tudi na stotinke. Ne? Andrej? Ja, jaz sem pa Andrej, sem pa član Kodelja, ta tretji, najmlajši, ne? Šele od leta 2010 se mi zdi, ne? 2010 sem se, prej sem bil član Mercedes kluba, potem sem pa ugotovil, da na tekmovanjih za ta prvenstva v rejlih, starodobnih, na SVS, nisi točkovan, če nisi član kluba, ki je v zvezi. Mercedes pa ni v zvezi. In potem sem se prav na hitro na eni dirki z Milošem zmenil, da se učlanam v Kodelja, no in od takrat naprej sem tekmujem za Kodelja. 2011 smo še vozili rejlije, od 12 naprej vozimo pa te gorske točnostne dirke in zadnje 3 leta pa hitrostne. Ne. Tako da imam pa enega Austin Hilja, s tem sem začel, 3000, lep avto, malo predrag, zato da bi ga po grajah drajsal na dirkah. Vozil sem pa, do zdaj sem vozil pa z enim MG Midgetom v Angliji, pripravljenim resnim takim dirkalnikom, hitrim, dobrim, močnim, ki sem ga pa zdaj hčerki prepustil. In hčerka je pa bila tudi prvakinja v rejliju, ne, tale venci pa te neki pokalajo kar njenih, en tak mali talent in zdaj voz pa s tem Midgetom tudi rejs, tako da mi dva s hčero zdaj zastopava Kodelji klub v tej višji kategoriji, ne, in se pač trudimo vsak po svoje, ne. No, sem je bila tudi prvakinja v... Ja, v točnosti pa 2 leti bila tudi državna prvakinja. Ja. Eno izmed redkih punc, ki sploh vozi na gorskih hitrostnih. Mislim, da je za na prste prišteti. 4, 5, vsega skupaj, ne vem, če jih je 5, ja. 4, ja. Tudi ona je naša članica, ne prav fajn, da smo ljudje, ne, ker je delko zanavljeni. Jaz sem že prej povedal, sem Miloš. Svojim delom Kodelju sem nastopil leta 93, to se pravi 3 leta po ustanovitvi. Te fajnde, ki sem jih prej našel, so me hitro najdel, da znam kaj narediti in od takrat naprej rečemo, da sem siva eminenca in vlečem ta klub majčkaj naprej, kakor se le da, kakor je finančno vse možno. Sam v bistvu še zmeraj vozim, to že tudi od leta 90, Alfa Romeo Giulia 1300T, izno tudi tekmujem na teh gorsko-hitrostnih, točnostnih vožnjah. Zdraven imam nekaj bolj mladih, to so neki Peugeoti, tudi hčerka kot pridružen član vozi Peugeot GTI Cabrio. Potem sin ima tudi enega čudnega Peugeota, tako da vsa familija nekje ima neka vozila. Drugače sem pa zelo navdušen še prej na motorje. Enega sem prej pokazal, to je Moto Guzzi Le Mans z leta 76. Moram pohvaliti, da je 1130 komad, ki je bil narejen v prvi seriji, in pa eno zvesto Javo Kvačko 250, ki me pa že 25 let januarja meseca vozi po zimskih rejlih na Krasu, to je vsako leto zadnja sobota v mesecu, v januarju meseca. To je to. Zdaj vse to, ko ste rekli, se mi pa sem porajal vprašanje, koliko drag hobi je to? Je to lahko izjemno drag ali se lahko tudi znajdeš? Ne, to je hobi, ki je mogoče samega lastnika res da včasih udar po žepu, ampak v okviru družine pa to ne predstavlja nobenega stroška, ker žene v glavnem ne vedo za to, koliko to ne. Razen, če ni blagajnih kluba. Stroški je tako, ne, nekateri zdaj so se pojavili, seveda tudi zastave, vse te, kar je bilo po vojni, recimo, ne, so že skoraj vsa vozila od leta 90 naprej, pod letom 90, starodobniki, ne, in nekateri svojih detkov pač ta vozila dobijo in jih čujo, in jih pač uničijo. Stroški pa tako, v bistvu
kakor se jih narediš. Nekje si omejen na 3000 km, kakor zavarovalnica zahtevajo, da bi ne bila maksimalna ta, ostalo pa sproti vzdrževanje, če bo vozilo. Če se pa rotiš restauracije, pa tako ne, bolj je redko vozilo dražje, tam pa so res stroški včasno rastejo, da... Ampak mislim, da se tistih stvari lotijo oni, ko so že, ko smo že nekje v taki starosti za garantiranom življenjem po penziji še malo naprej. To je to, no, se pravim. Da se z malimi sredstvi, lahko pa greš na več. Dočim pa bo, recimo, starodobnika, imamo kolega Jureta, ki je tudi leta 92 že v klubu. Mislim, da je zdaj letnik, on 78, no sej 87, ne 80, sem prav povedal, 78, ki je pa že po očetovi strani tukaj podjedel voljo, znanje veliko se naučil in pa delovno, bi rekel, delovni zanos, ne, in te avtomobile lepo šraufa, ne, to je, se pravi, Jure Pletač, ki v klubu tudi veliko pomagal sem ta leta, sam je pa to tako obdobje, ko nastaja družina. To se pravi, rečemo nekaj do 40 leta, pa tam od 30 ali pa ne vem, pa do nekaj ta obdobje, ko družina nastaja, ko dela za eksistenco, ne, tam ne lukna, ne, pa se pa počas spet začne nazaj. Pa garaže so problem. Kam vozila dati? Torej, po zimi ga ne boste kar tako peljali po cesti, da gre na sol pa podobno. Če ni nujno. Ja. Včasih je pa nujno. Če gledamo ostale, ko imajo zimske rejlje, pa tudi to, ko doskrat pomagamo organizatorjem, ki v Sloveniji delajo prave rejlje za te, kako kar je Monte Carlo in vse ostale, oni se vozijo povsem, kar je. Tako da, če ni nujno. Ja, če bi pa še nas povabil, pa šli, ne. Ja. Mislim, udeležba na teh rejlih je tipično tako draga, da si skoraj noben od nas tega ne špoga. Čeprav smo imeli tudi Slovenci ekipo, ki je Peking-Pariz peljala, ne, in so tudi pripeljali do konca. Tako da tudi tle smo dobri, ne. Mogoče zadnja stvar, kateri od vas je vozil najstarejše vozilo? Piccolo 1906 sem jaz vozil. Ja, tudi tega sem peljal, Benca, ne? Benca na Lero. Ja, ta je pa 1896 letnik. To je pa en klubski prijatelj Mercedes-Benz kluba Slovenija, ki živi v Nemčiji in ima en tak avto, podoben, torej skoraj isti tip, 2 leti razlike, kot ga je Kodeli pripeljal v Slovenijo. In on pride s tem avtom, je bil že 2-krat v Sloveniji, je bil tudi na bi rekel, prazniku počastitvi tistega dneva, ko je bil park Kodeli imenovan Park Antona Kodelija, ker prej je bilo kar Kodeljevo, to smo mi speljali, da je zdaj dobilo ime pravo. In zraven so pa pritisnili pa še ulico Karla Benca. No? Ker je Kodeli tudi peljal avto Benz, je to lepo sovpadalo in v Greščini na Kodeljevem smo imeli take proslavo in je prišel ta gospod iz Nemčije s tem avtom, takrat smo se malo peljali. Tako, zdaj veste, bi že kaj dodali? Ja, bi. Povejte. Prej smo se pogovarjali, ker so zaslužni tisti fantje, trije glavnem, ki so začeli ta naš klub ustanavljati. No, tole je eden od tistih, to je Miha, vrhunec, tako da čisto iz prvega ga lahko še nekaj kaj vprašate. Majhen predstavljamo klub, to je Ljubljana TV. Ljubljana TV. Tam smo že nekaj nastopili včasih.
Glavno, da je kdo po klubu. Ja, vedno sem že. Takrat, ko še ni bilo televizije, smo že nastopali. Na Špagu televizijo. Pa, ne vas vprašam za konc. Veste tisto, ko rečejo, ljudje imajo tisto, kar se reče Angleži, bucket list, kaj bi radi še naredil, kater avto starodoben bi najraje vozil, pa da niste imeli priložnost? Da bi ga vozil, ali ne? Ja. Oboje. Ne, jaz imam najboljši avto na svetu, da nimam tih vprašanj. Po tolikih letih so vsi avtomobili glih. Vsak ima dobre slabe lastnosti, ima sporočilo, če ti pa še prav, če ne ga odkloniš, ga zavračaš in je tako. Nimam najboljšega avta. Modžili mi je URS. Seveda, vsak ima pa svoj avto ali pa svoj motor, je pa najboljši. Zveri, to se manj govori v posebnih družbah, se pa tako govori. Isto je s relijem, isto je z dogodki, tisti, ki je zadnji, najboljši. Še boljši bo pa naslednji. Najlepša hvala vsem za to, kar delate. Tisti, ki ga zanima vaše delo, vas lahko najde, imate svojo spletno stran, pa tudi Facebook in je lahko dostopno vsi dogodki in vse vaše delo, tako da hvala še enkrat. Ok. Dobrodošli.